Dober večer in prijeten pozdrav vam želimo v tokratni informativni oddaji Novice na ETV. Na včerajšnji dan, 3. julija, občinski praznik praznuje občina Hrastnik. Gre za dan rudarjev, v spomin na dan, na katerega so leta 1934 zasavski rudarji začeli 5-dnevno stavko. Rudarstvo kot tako izumira, vendar je definiralo naše kraje in za seboj pustilo ogromno dediščine, ki jo bodo, upajmo da, čutili še rodovi za nami. Nocoj ne prezrite. Strokovno druženje učiteljev in učiteljic v Katapultu. Dom starejših v Hrastniku z obnovljenim parkom. Potekal je kolesarski vzpon na Kumb. Zasavje postaja vse bolj znano, ne le po premogovništvu, ampak v zadnjih letih po sončnih elektrarnah, saj je v Hrastniku ena večjih. V četrtek bodo v Državnem zboru ponovno obravnavali zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Ta bo med drugim predlagala za določitev potencialnih prednostnih območij za sončne in vetrne elektrarne. Več pa v izjavi. V resnici se sedaj širi možnost umeščanja teh naprav v prostor, s tem, da se vključujejo v ta, nabor prostora javni deli, pri javnih delih infrastrukture, cestne ograje, na avtocestah, degradirana območja in tista območja, kjer je bil danes lahko problem umestiti v prostor. Mi vemo, da so te manjše fotovoltaične oziroma sončne elektrarne se lahko že izvajale, zdaj pa imamo možnost, da to delamo tudi na večjih površinah z večjimi kapacitetami. Alenka Knez je ženska, ki se zavzema, da bi otroci, predvsem iz prve triade osnovnih šol, začeli dojemati matematiko na način, ki jim bo olajšal nadaljnje izobraževanje. V ta namen je naredila precej učnih pripomočkov oziroma učil, s katerimi se otroci lažje in predvsem s pomočjo svojih rok naučijo zakonitosti matematike. V Katapultu, v katerem domuje tudi SOS šola, je skupaj s kolegicama Majo Vezovišek in Nejo Brlogar organizirala 5. strokovno druženje učiteljic in učiteljev prvega in drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Za nas pa je povedala. SOS šola je 7 let star projekt, kjer smo hoteli matematiko narediti na drugačen način, kar pomeni brez svinčnika in papirja in da so otroci vključeni. Dejstvo je, da izjemno spoštujemo javno šolo in je to tudi pomoč učiteljicam, predvsem pa tem majhnim otrokom, ki so sedaj, odkar imamo 9-letko, 1 leto mlajši. Popolnoma drugačen pogled otroka, če je star, najmlajši je lahko celo star 5 let in 8 mesecev, njegov sošolec v razredu pa 6 let in 8 mesecev. To je gromozanska razlika in seveda temu primerno lahko tudi težave. Vedno trdim, da je največji greh bila ukinitev male šole v vrtcih, zaradi tega, ker je mala šola počasi nekako po otrokovi meri lahko urejevala neke elemente, ki so potem v šolskem delu. Sedaj je ta preskok za otroka izjemno hud in v bistvu ta starostna razlika prvič med otroki samimi, drugič pa v zahtevnosti programov je tako velika, da ko sem razmišljala, kdaj pravzaprav izginja ta matematika, ko sem nehala svojo poklicno pot na tehniški šoli, vedno sem tam tudi učila z učili, ki sem jih ali sama pripravljala ali iz fabrik dobila. Sem videla, da tukaj, ko sem šla razmišljati, kdaj izginja ta matematika, sem prišla do prvih 3 razredov. Ugotovila sem, da so to temelji matematike, tako kot so temelji hiše. Pa vsi vemo, da temeljev hiše ne vidimo, vemo pa, da brez njih hiše ni. V petek 23. junija je na Veliki Preski v muzeju Lesarji v Spolšnik potekalo slavnostno odprtje modernizacije naslednjih cest. Državne ceste Velika Reka Radeče, lokalne občinske ceste Velika Preska Čeplje, krajevne ceste Velika Preska Borovak, krajevne in obvezne ceste Velika Preska Zglavnica
in napeljave podzemnih vodov elektrike na Veliki Preski, poleg tega pa tudi napeljave optičnega omrežja v krajevni skupnosti Polšnik. Prisotni so bili predstavniki občin Litije, Zagorja ob Savi, Radeče in Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Kulturni program je povezoval moški pevski zbor Polšnik. Pridobitev povezave treh občin Litije, Zagorja ob Savi in Radeč je izjemno pomembna za lokalno skupnost. Z njo so si priborili povezanost in lažji dostop, ki bo posredoma le pozitivno vplivalo na razvoj gozdarstva, kmetijstva, gospodarstva in turizma. Sicer so se dela na tej cestni povezavi Velika Reka Radeče odcep Podkum zaključila že pred 3 leti, vendar je bil vmes COVID. In tako se je ob drugih pridobitvah danes zgodil tudi ta slavnostni zaključni dogodek. Ceste, ki se je začela delati postopoma z obeh krakov, se pravi Radeče in pa Reka tukaj iz Litijske smeri, že davnega leta 1998. Dolgo brado ima ta cesta, vendar kljub vsemu gre za izjemno pomembno cesto, ki predstavlja po naši oceni ključno okno v svet za krajane te, se pravi planote med Zasavjem, Posavjem in pa Dolenjsko. In poleg druge infrastrukture, optike, elektrifikacije in pa vodooskrbe je to zagotovo ena od ključnih infrastrukturnih pridobitev za razvoj in nadaljno perspektivo tega območja. Tako da res vsem, ki so v tej zgodbi sodelovali, iskrena hvala. Mislim, da smo tukaj občine bile zelo enotne v teh, se pravi, namerah in danes mislim, da je zagotovo rezultat vsaj v tem, da se prebivalstvo ne prazni, ne odhaja z tega območja in upajmo, da bo tako tudi se pravi, zdaj v prihodnje, kjer bo ta infrastruktura boljša. Ja, dolgo brado ima tale cesta in če kaj, potem si seveda lahko vesel, ko po tolikih letih le prišel nekega srečnega zaključka in da je povezanost občin Litija, Zagorje, Radeče na tem nivoju, da imamo res lahko pretočno in sodobno cesto in nisem vesel, da je prišlo danes do tega, da smo se poveselili odprtja. Naj pa povem morda malo hudomušno, je pa res resnica. Če je kdo morda udeležen pa vpleten, ne vpleten, da je upravičen danes tukaj stoji, verjetno bi lahko rekel, da jaz, ker moja mama je iz Litijske občine, oče iz Zagorske, živim pa v Larečah, tako da pašemo skupaj po vseh linijah. Priča smo otvoritvi ceste v dolžini skupni 16 km, to je bilo narejeno v 4 etapah, vse skupaj je vredno približno 6 milijonov 140 tisoč evrov. S tem smo naredili posodobitev, boljšo povezljivost teh krajev z osrednjo Slovenijo in seveda pripomogli k boljši varnosti. Upam, da bo to pozitivno vplivalo tako na gospodarstvo kot na turizem. Smo v čudoviti naravi, v čudovitem okolju, ki je za turiste, ki radi raziskujejo našo prelepo Slovenijo, prav gotovo zanimiva stvar. Stanovalci hrastniškega doma starejših so se v tem tednu razveselili obnovljenega parka ob domu. Tega so namreč malce preuredili in poskrbeli za nekaj novosti. Nekaterih dozdajšnjih ali nekdanjih stvari, kot je balinišče, paviljon ali rusko kegljišče, ni več. So pa in bodo druge stvari. V preteklosti so se v parku srečevale skupine za samopomoč, imeli so športne igre med zasavskimi domovi, pogovorne skupine ali pevsko vajo. Na začetku so socialno delavko za park skrbeli stanovalci. Posadili so trto, skrbeli za rastlinje in čistočo. Zelo radi so pod krošnjami dreves na klopcah v parku posedali tudi obiskovalci. Dlje časa je park imel isto podobo, letos pa so se odločili za spremembo. Park po preureditvi dobiva nov videz. Predvsem bi najprej izpostavil to, da smo izredno hvaležni predvsem občinsko obrtno
podjetniški zbornici Hrastnik in njenim članom, ki so na prostovoljni bazi pomagali pri ureditvi in prenovi parka. Istočasno gre velika zahvala vsem sodelavcem, ki so pri ureditvi parka sodelovali. Kot vidite, ukolikor se ozremo majčkeno okoli, smo imeli ogromno dela z ureditvijo ograj, tlakovcev, izravnavo tal z betoniranjem, ureditvi klopic, ki smo jih vse prebarvali in popravili. Drogove razsvetlav smo uredili s cvetjem in namestili dodatne koše za smeti. Prav tako gre zahvala naši oskrbovanki, gospe Nadi Cigelnjak, ki je uredila skulpturo na moji levi strani. Naše misli so usmerjene k temu, da skrbimo za urejenost in željo po neuničenju, po vandalizmu, ki smo mu bili priča v preteklosti, in po druženju naših oskrbovancev v tej prijetni senčki, ki nam jo ta park zagotavlja. V parku bomo izvajali tudi delovne terapije, telovadbe z našimi oskrbovanci, tako branja časopisov in tudi drugih prostočasnih dejavnosti. Športno obarvana nedelja je v Trbovlje privabila 99 kolesark in kolesarjev, ki so se preizkusili na eni izmed težjih dirk oziroma kolesarskih vzponov. Po večletnem premoru so organizacijo prevzeli članice in člani smučarskega društva KUM Dobovec in trud se jim je izplačal, saj je udeležba presegla njihova pričakovanja. Pred startom smo spregovorili s predsednikom društva. Ja, vidimo tole ozadje, smo kar presenečeni, da je še toliko naknadnih prijav, to se pravi prijav na današnji dan. Dosegamo že skoraj številko 100 tekmovalcev, tako da glede na ta predah, ki je bil zdaj 4 leta, recimo, je to, bom rekel, pokazatelj, da je KUM res nek potencial in nek izziv za vse, ki se bojo pač grizli v hrib. Ja, moram reči, da rekord je 34 minut in še, mislim, da 43 sekund. Tako da, kakor so mi povedali kolegi, so kar zagrizeni tekmovalci in mogoče celo pade rekord, ja, bomo videli. Pustimo se preseneti. Kako so pa tekmovalci pripravljeni na to, glede na to, da je proga delno tudi makadamska? Ja, seveda, mi to v razpisu objavimo. KUM je konec koncev na dobrih 9 kilometrov, ki se vzpnemo za 1000 metrov višinske razlike. Cesta je seveda deloma asfaltirana, deloma makadamska, tudi tisto, kjer je asfaltirano, je v bistvu slab asfalt. Tako da jaz mislim, da so tekmovalci pripravljeni, da marsikdo od teh, ki so danes na tem startu, pa je to progo že izkusil na lastni koži. Dirka je bila razdeljena na 2 dela. V prvem so tekmovali kolesarke in kolesarji z električnimi kolesi, večina vseh tekmovalcev pa se je na progo podala s klasičnimi. Letos ni padel rekord proge. Zmagovalec Matej Kangler iz ekipe Koštruni pa je v cilj na KUM-u prikolesaril s časom 39 minut in 37 sekund. V kategoriji e-kolesa pa je zmagal Gašper Miha Hercog s časom 25 minut in 31 sekund, kar pa ne šteje kot uradni rekord proge. Na prireditvenem prostoru Kipe v Trbovljah so organizirali festival Cachenfest. Na dvodnevni prireditvi v organizaciji društva Cachen je nastopilo 12 glasbenih izvajalcev metalne glasbe iz Slovenije in tujine. Nastopajoči so poleg iz Slovenije prišli iz Hrvaške, Avstrije, Madžarske in iz Poljske. Društvo je nastopajoče in obiskovalce organiziralo tudi brezplačno kampiranje in parkiranje, za jedačo in pijačo pa so se odločili, da jim ponudijo značilne zasavske jedi, predvsem grenadir marš. Večina obiskovalcev in tudi nastopajočih iz Slovenije in tujine jedi namreč ne pozna in je bilo okušanje zanje kulinarična priložnost in nekaj novega. Obenem pa gre za tovrstno ponudbo tudi za promocijo Zasavja, tukajšnje hrane, promocijo navad, turističnih znamenitosti in podobno. Zakaj so se na društvu Cachen odločili za izvajalce iz omenjenih držav in po katerem ključu so jih izbrali?
Izvajalce smo zbirali predvsem na žanr oziroma glasbo, ki jo igrajo skozi naša ušesa, glede na to, da je festival čisto avtonomen. Tako da sva si z Lidijo vzela pravico in sva poslušala tisto, kar se nam je dopadlo, sva rekla, tele hočeva imeti, sva stopila v kontakt s skupinami, z njihovimi menedžerji, navezali stike in vse ostalo je vidno tukaj od zadaj. Kakšen je odziv obiskovalcev na nastopajoče? Odzivi so, glede na lansko leto, boljši, glede na to, da sploh je festival. Prvi dan je bilo malo straha zaradi toče oziroma tega vremena, ki nam redno nagaja. Vse splošno vzdušje je pa prijazno, toplo, veselo in seveda glasno. To pa je vse, kar smo vam pripravili za tokratno informativno oddajo. Novice na ETV. Zahvaljujemo se vam za pozornost in se znova vidimo konec tedna.